Dobro jutro, oziroma kar dober dan. Če bi lahko prenesli energijo iz te sejne sobe v vaše domove in pisarne, verjemite mi, da bi se tudi vi nasmejali iz srca. Ampak mislim, da danes veliko smeha ne bo, bo pa veliko resnih pogovorov, resnih mnenj in tudi uvidenj. Pred nami je zadnji letošnji dogodek, ki ga organizira Slovenska oglaševalska zbornica, in sicer skupaj s Petrolom, ki nas danes tudi gosti, NLB-jem in pa Valikonom. Seveda pa ne gre zamuditi in preskočiti iskrene zahvale našemu partnerju dogodka, SOS debate, to je Zavarovalnica Triglav. Vsebina današnjega srečanja, kot ste lahko zasledili in prebrali na vabilu, se dotika vedenja potrošnikov v obdobju negativnosti v družbi in medijih. Pereča tema, ki si zasluži veliko pozornost. Prvi del današnjega druženja bomo tako namenili zelo konkretnim izsledkom, podatkom, ki so jih skozi raziskavo pridobili kolegi pri Valikonu. Izsledke pa nam bo predstavil Zenel Batagel in smo zelo veseli, da bomo lahko praznik Mornarice še dolgo skupaj praznovali. Vam bo povedal Zenel zakaj. Skratka, takoj za predstavitvijo bo sledila okrogla miza, na kateri pa bo kolega Goran Novkovič, odgovorni urednik revije SBC Slovenski podjetnik, skupaj s sogovorniki ugotavljal, kakšno je stanje v naši državi, kaj nas čaka in ali bo res tako hudo, kot to napovedujejo mediji. Goranovi gostje pa bodo Nada Drobne Popovič, predsednica uprave Petrol, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB in pa Ali Žerdin, urednik sobotne priloge Dela. Sedaj pa, kot sem že uvodoma napovedala, besedi vabim Zenla. Ob koncu pa, vkolikor boste imeli kakršnokoli vprašanje, ga lahko tudi pošljete seveda v tisti chat roomu, tako da bomo lahko goste povprašali. Besede pa predajam Zenlu. Hvala. Takole, to je, dobro jutro vsem. To je prezentacija, ki je nastajala dolg časa, nekje od leta 2009-2008, ko je nastala prva kriza, tako da bi vas kar prepeljal skozi vse te naše številke. Najprej pogled nazaj, kaj smo se naučili iz prejšnje krize. V bistvu so nas stalno vedno zanimali potrošniki, kako pravzaprav reagirajo na to, kar se dogaja tam zunaj. In takrat smo prišli do dveh zanimivih indikatorjev, se pravi spraševali smo, kakšno je njihovo sedanje finančno stanje in kakšno bo prihodnost in kaj se bo dogajalo z njihovo potrošnjo. In potem, ko te dva vprašanja križamo, rezultate križamo, pridemo do ene take, temu se rečemo mi v analitiki cross-tuba, kjer sta pa zanimiva v bistvu ta dva ekstrema. Se pravi, prikrajšani so tisti, ki pričakujejo, da bo imeli manjši obseg potrošnje in bo slabše finančno stanje. Potem so na drugi strani tisti, ki mislijo, da bo boljše ali pa enako. No, vmes pa je ena taka majčkena skupinca tistih, ki ni nujno, za katere velja, da ni nujno, da bi dejansko se morali glede financ obnašati kakorkoli drugače. Najboljše bomo videli, kako se ta porazdelitev spreminja skozi čas v zadnjih skoraj 20 letih. Takole je tole izgledalo leta 2009. Vidimo tole porazdelitev, 30% bilo takih, ki so imeli finančne probleme, na drugi strani skoraj enako odstotek takih, ki so bili preskrbljeni. Potem se kriza dogaja in v bistvu je vrhunec krize se pravzaprav zgodil marca 2014, takrat smo zmerali najslabše rezultate, ko se pravzaprav smo imeli približno skoraj polovico ljudi med tistimi, ki so prikrajšani. To pomeni, da so tisti, ki so dejansko imeli manj oziroma so dejansko manj trošili. Zelo pomembna zadeva, ko se zgodi nekaj takega, taka velika strukturna sprememba z vidika potrošnje v populaciji, se ponavadi, in če dolgo časa traja, se zgodijo nove nakupne navade. In ne vem, če se spomnite, kako je včasih to izgledalo, Hofer pa Lidl sta bila pri nas že kar nekaj časa, parkirišča spredaj so bila praktično prazna, potem se bo počasi začela polniti. In v bistvu s tem momentom
na vrhu recesije, ko se je ta delež prikrajšanih toliko povečal, ko so ljudje bili primorani drugače funkcionirati, so se dejansko zgodili diskonti. In to je zdaj zelo pomembna stvar. Ko se dogaja neka sprememba v družbi in traja dalj časa in zdaj imamo v bistvu opravka z nečem takim, se zgodijo neke nove navade in v bistvu to moramo zelo dobro razumeti in se pravzaprav pripraviti na to, kaj od tega bo ostalo v prihodnosti. Potem se zgodi rast, vidite, teh temnoplavi skoraj izginjajo, ostanejo nekje na 10 do 15%, to je ta odstotek, ki očitno v slovenski družbi ostaja konstantno, se pa neverjetno poveča tale delež preskrbljenih. No, ta delež preskrbljenih, to je populacija, ki dejansko je preskrbljena in se ima fino in se ničesar ne boji. To je ta skupina, na kateri pravzaprav temelji rast in tako imenovano blagostanje, ki je dosegla svoj vrhunec tam nekje med 2018-2019. In potem bumf, zgodi se virus. Vidite, tale svetlo rjava, to so te preskrbljeni, se zreducirajo na 15 in se dobesedno preselijo v tisto drugo skupinco. To niso tisti problematični prikrajšani, ampak so dejansko tisti ljudje, ki postanejo pozorni. Se pravi, njim ni treba spremeniti potrošniške navade, ampak jih spremenijo zaradi tega, ker se nečesa ustrašijo. In to je specifika tele krize, ki se je zgodila zdaj. Se pravi, zgodilo se je nekaj čudnega, ne vemo čisto točno, kaj je tam zunaj, in potrošniki so tako reagirali. Zdaj, zelo pomembno je to, da ko dodamo ta strah, če dodamo tem finančnemu pogledu še strah pred virusom, smo takrat, to je bilo junija 2020, videli, da je populacija razpadla pravzaprav na 3 dosti podobno velike skupine. Na eni strani smo imeli zdravstveno previdne, to so predvsem starejši, pa tisti, ki so imeli neke kronične bolezni, pa tudi še kdo drug, to je približno takrat bilo 38%. Na drugi strani neprevidni mlajši, ki so pravzaprav razumeli, malo so še začeli razumeti, kaj pravzaprav ta virus prinaša in videli so, da se mladim pravzaprav nič ne more zgoditi. Takrat smo videli, prišlo je poletje, mladi so zaživeli s polnimi pljuči, hodili na morje in se imeli maksimalno dobro. In potem imamo tretjo skupino vseh tistih, ki so previdni, ki imajo neko odgovornost. Se pravi, kdorkoli, ki ima družino ali pa kredit. In te 3 skupine se pravzaprav potem vlečejo skozi celo naslednje obdobje. Zdravstveno previdni starejši pravzaprav nikoli res ne spremenijo svojega obnašanja, še vedno nosijo maske, držijo se bolj doma, pazijo, da se jim virus ne zgodi, so večinoma cepljeni. Neprevidni mladi, če boste šli po mestu, boste videli, da oni absolutno prevladujejo. In pa finančno previdni, ki se nekako gibljajo levo, desno, glede na to, kaj se pravzaprav dogaja v družbi. To je bila situacija, se pravi, tle smo končali nekje junija 2020 in potem, tle pa napaka, avgust 2020, avgust 2021 se zgodi žarek upanja, to je bilo letošnje poletje. To so številke, ki jih spremljamo, en od indikatorjev, merimo ogromno enih indikatorjev, to je indikator finančnega stanja, en indikator, ki smo ga prekazali za tisto segmentacijo od preskrbljenih do teh, ki so dejansko prizadeti. In vidimo, da ta številka finančnega stanja dejansko gre na gor, pa boljše, ker je ta številka boljše. In avgusta smo dosegali največji skor, odkar tole merimo, se pravi od marca 2020. To je bil prvo zelo dobra novica. Druga dobra novica, tale delež preskrbljenih, ki je bil takrat marca 2020 15%, je skoraj prišel na 35%. To je skoraj delež, ki smo ga imeli pred tole krizo, se pravi na vrhuncu blagostanja v Sloveniji, ko je bilo to približno 40%. Še več, nakupne namere so se blazno povečale, že pogledajte, tole so bile številke, ki smo jih imeli marca, tole je bilo avgusta, v nakupnem procesu novega uporabnega avta je bilo 1/4 vseh gospodinjstev, investicija v nepremičnine se je povečala iz 5% na 14%. Se pravi,
Tukaj imamo še en od kvantitativnih dokazov, zakaj pravzaprav so cene nepremičnin šle v nebo. Ne? Zgodili so se tudi prvi sejmi, na sejmih je šlo fantastično, tole konkretno je screenshot iz LinkedIna podjetja MIK, na sejmu v Celju so podarili vse možne rekorde glede prodaje. Se pravi, stvari so se res dogajale. Ne? Še več, ne? Realne številke, vloge gospodinjstva so dosegle najvišje skoraj kadarkoli, 24 milijard evrov je bilo na bankah, za 10% več kot pred letom dni. Se pravi, avgusta smo imeli res razlog za to, da se začnemo veseliti. Ne? Vse je res gledali super, ampak zdaj, ko smo gledali nazaj, kaj se pravzaprav dogaja v duši naših državljanov, ne? Smo opazili eno stvar, da od poletja pa nekje do pred novim letom je populacija vedno bolj zaskrbljena. To je bilo to obdobje v prejšnjem letu. In zdaj, glede na to, kar smo videli, kar se dogaja, kakšna je bila precepljenost, da smo imeli nov sev, ki ima bistveno večji R, da se nihče pravzaprav ne drži nobenih ukrepov, ne? Smo nekako predvidevali, da se zelo mogoče bo zgodilo nekaj, kar se je zgodilo prejšnjo zimo. Ali pa vedno bomo bolj noter v zaprtih prostorih. In v bistvu naše predvidevanje je bilo, da zdaj avgusta smo res doživeli tisti najlepši moment v zadnjih 2 letih, ne? Ampak prihaja, naprimer, kot se temu rekla, siva jesen in zima. Zelo pomembno, ne? To je to obdobje, ko pravzaprav mi kot populacija rabimo malo razumevanja in podpore, ne? In to je v bistvu bila ta zelo slaba novica, da zelo verjetno se bo ponovil letos isti vzorec, ki smo ga imeli prejšnji let. Na drugi strani, dobra novica, ne, je pa to, da pred novim letom pride do tega indeksa zaskrbljenosti, ki bo zelo, zelo verjetno začel padati. Novo leto dejansko prinese nove dobre novice in zaskrbljenost, ki se začne zmanjševati. Sprav, to je zdaj tista pot k novi normalnosti. Mi zdaj vsi upamo, ne, da nekje od aprila naprej se bo zgodila res ta nova normalnost, ki bo zelo, zelo podobna normalnosti. No, zdaj pa, če te krivulje zaskrbljenosti primerjamo, kako so nihale v 2020, pa kako nihajo v 2021, ne, vidimo, da so bila nihanja pri 2020 bistveno večja, kot nihanja v 2021. Sprav, ta nihanja v 2021 so vedno tukaj znotraj teh nihljajev prej, ne. In to pripelje do enega zelo pomembnega opazka, ne, ki je zelo verjetno tudi pravilo, da imamo pravzaprav mi, če gledamo družbo, pravzaprav opravka z nihanji, kjer obstajajo neka pretiravanja, ki pa so vedno manjša. Se pravi, ko se je zgodil ta virus, ko nismo imeli nobene reference, kaj pravzaprav je tale reč, smo izredno pretiravali kot družba, z ukrepi, z vsem skupaj, ne? In zaradi tega se je zgodil zelo, zelo ogromen strah. Pa smo videli, da pravzaprav ni nič, nas je rukalo čisto v drugo smer in je bilo eno totalno olajšanje. Potem je prišla naslednja zima in to pretiravanje ni bilo več tako, kot je bilo prvič, zato ker smo že videli, kaj pravzaprav pomeni ta virus. In potem je prišlo spet novo poletje, to je bilo letošnje poletje, nismo tako zelo pretiravali, zaradi tega, ker v bistvu smo videli, da pravzaprav je tale virus nič posebenega. In potem je prišla tole zima, ampak spet smo malo manj pretiravali, kot prejšnjo zimo, kljub temu, da so rezultati epidemiološki bistveno slabši. In to je pravzaprav ena od najbolj pomembnih novic, ne. Se pravi, z vidika potrošnikov ta pretiravanja so vedno nižja, zato ker so pretiravanja nižja, je pravzaprav COVID tudi vedno slabša novica, vedno manjša novica, ker je to vedno manjša novica, je s tem COVIDom pravzaprav zelo težko upravljati, ne. Potrošniki oziroma javnost dejansko tukaj pravzaprav več ne vidi novice, ne, in se tudi temu ustrezno obnaša. Se pravi, mi dejansko, če gledamo potrošnika, pravzaprav imamo 3 amplitude, ki sovpadajo s temi jesensko-zimskimi dogodki, ampak ker so amplitude bistveno nižje, ne, imamo pravzaprav opravka s 3 zelo različnimi vsebinami. Če nas je bilo v prvem valu strah, ne, smo v drugem valu čutili neko neugodje, ne, bili smo zaprti, mislim, daleč najdalj v Evropi, ne, ampak več kot neugodje temu ne moremo reči. In potem je prišel tale tretji val. Ker sem pozval tale tretji val avgusta, ker sem imel prvič prezentacijo na to temo,
sem opazoval, kaj se pravzaprav dogaja v Grčiji, in tam so se začeli prvi protesti, ki so bili tako neravno na izi, tako mali goreli, pa ful je bilo enih policajev. In vse bolj se mi je zdelo, da, veste, mi Slovenci smo tule nekako razpeti med dvema vrstama trendov. Eni trendi prihajajo iz zahoda, eni trendi prihajajo iz jugovzhoda. In tukaj se mi je zazdelo, da pa tale trend iz jugovzhoda bi pa zdajle utegnil biti kar močen. In v bistvu se je res zgodilo. Zato sem poimenoval, da ta tretji val, ki zdajle pride, bo v bistvu val nestrpnosti. Zdaj, zakaj nestrpnost? Najprej se je zgodila Kredarica, potem se je zgodil vdor na televizijo. In ta nestrpnost pravzaprav ima v jedro v družbi, kjer se nam dogaja strašna polarizacija. Zdaj smo imeli samo levo-desno, zdaj se pa dogaja vrsta nekih novih polarizacij. Imamo eno še dodatno, se pravi vakseri pa antivakseri, pa ziher se bo še kaj zgodilo. In tukaj je pravzaprav zelo nevarno. Če bomo imeli zelo, zelo veliko vero teh nestrpnosti, bomo imeli v družbi dosti velike probleme. Tako, ko sem pol videl, kaj se pravzaprav tukaj dogaja, se začneš spraševati, se pravi, videli smo, če se nek vzorec dogaja dolg časa, se lahko zgodijo potrošniške reakcije, ki se dejansko ustalijo, lahko drugače začnemo funkcionirati. Videli smo avgusta, da smo imeli ogromno pozitivnih novic, pa hkrati smo videli, da se lahko nekaj čudenega zgodi v jeseni pa zimi, če bi se ponovil nekak scenarij iz jeseni prejšnjega leta. No, kaj bi lahko takrat šlo narobe? Zdaj govorim, to so v bistvu slajdi iz septembra, iz začetka septembra. Prvo, kar je, lahko bi se zgodilo to, da bi šla nestrpnost preko vseh meja, lahko bi se zgodilo neko strašno družbeno nezadovoljstvo, ampak dejansko to za biznis, se pravi za potrošnjo, pravzaprav nima nekega hudega učinka. Potem lahko bi se zgodili zapleti s cepivi, kar pa ima lahko že srednjeročne, sekundarne, kar hude negativne učinke. Lahko bi se zgodila kakšna zoprna mutacija virusa, in pa še ena četrta zadeva, ki se pa nanaša na inflacijo, ki pa tudi takrat se je že začela malo nakazovati. No, ta inflacija pa bi lahko prinesla kakšen malo večji problemček. No, pa poglejmo, kaj se pravzaprav res dogaja. Nestrpnost, ja, malo se so zgodili protesti tudi v Sloveniji, Indeks optimizma je padel takrat na zelo, zelo nizke nivoje, to v bistvu praktično čez noč, na -48. Hvala Bogu je bil ta učinek šoka kratkotrajen, hitro se je dvignil nazaj, ampak se je pa spet padel. Kar je zelo zanimivo, zgodil se je pravzaprav ta scenarij, da bo šlo samo še na slabše nekje do začetka decembra in to se res dogaja. In kadarkoli se je zgodil en tak večji impuls v družbi, je to javnost zelo hitro zaznala, pa se stvari malo popravijo, ampak nikoli ne veš, kaj se bo pa zgodilo. Ali bo spet še ruknilo še enkrat dol ali ne, to je zdaj vprašanje. Ampak zelo pomembna zadeva je, da javnost zelo, zelo hitro zazna kakršenkoli tak negativen vpliv. Merimo ogromno enih indikatorjev in potem seveda, ko se nekaj zgodi, jih probaš postaviti v vrsto. To je izredno zanimiv indikator, kako pravzaprav osebno dojemaš to krizo, ki se dogaja okoli nas. In tukaj sta tole na desni strani je, da je tako, kot je bilo, tole, da je skoraj tako, kot je bilo, ampak zanimiva sta pa tale dva, da dojemam, da je zadeva popolnoma brezupna oziroma da je kritična in na trenutke kaotična. Ko tele dve številki se povečata pred 20%, vidite, čez 20%, takrat imamo na cesti proteste. Ali ni to zanimivo? Pa prvi množični protesti aprila, te dve številki prideta čez 20. Septembra, številka pride čez 20, spet se zgodi ista zadeva. Se pravi, dejansko bi morala, naša vlada, vsi skupaj mediji, ne vem čisto točno kdo vse, paziti, da se ta indikator ne povečuje čez 20% in potem bi bilo življenje bistveno lažje pri nas. Pa imamo odnos do cepljenja. Odnos do cepljenja se pač ostaja tako, kakor je. Majčkeno se je izboljšal, se pravi od septembra do prejšnjega tedna
je delež ljudi, ki je za cepljenje skočil iz 61% na 66%, se pravi, mi imamo trenutno zdaj situacijo, ki se ne bo nikamor premaknila, se pravi, tretjina ljudi je pač proti cepljenju. In to je zdaj efekt. S tem bo treba živeti, kaj zdaj to pomeni za družbo, pač moramo računati, da 1/3 ne bomo mogli prepričati. Pika. A se je zgodila kakšna zoprna mutacija? Ja, res se je zgodila zoprna mutacija. Celo čudno ime so ji dala, to se mi zdi ful zanimivo. Mislim, da je zelo pomembna stvar, kako se te stvari brandirajo. COVID, korona, to so vse super imena. Omikron, tale zgleda res grozen. Ta Frankenstein, ta opis se mi zdi fantastičen. A veste, mi kot človeštvo smo lahko zelo kreativni, ko dajemo tem stvarem imena in bolj, ko bomo dali čudna imena, bolj zastrašujoča imena, bolj bo grozen. Malo se trudimo. Inflacija, no to je pa zdaj ta zadnja tema. Ja, energenti pač so šli gor. In zelo pomembno je to, da ta problem energentov je pravzaprav dosti evropski problem. Te številke so kar nazorne. Takoj, ko se to začelo dogajati, smo začeli spremljati, kako je pa kaj z inflacijo in ali jo ljudje pričakujejo ali ne. Ja, seveda, inflacijo pričakuje 17 plus 57, to je krepko čez 2/3 anketiranih. Indeks finančnega stanja, to so tiste številke optimistične avgusta, vse je bilo super, to je bila tista številka 15, ko se je začelo govoriti o inflaciji, o podražitvah in tako naprej, bamf, zadeva pade dol, izgubili smo čez noč praktično teh 25 točk, ampak se sicer pobere gor. Kar je zelo pomembno tukaj je to, ne vem, če se spomnite, kako je izgledalo takrat to prvo poročanje okoli dvigovanja cen, v bistvu je bilo zelo intenzivno, zelo veliko se je govorilo naenkrat, kjerkoli se odprlo na televiziji, se je govorilo samo o tem, se pravi, če je ta komunikacija zelo močna, če je to postane glavna tema, lahko pričakujemo, da bojo ljudje vseeno malo začeli drugače funkcionirati glede financ. In gledajte, kaj se je zgodilo? Absolutno. Se pravi, vidite, delež, to je bilo avgusta, delež teh, ki so začeli paziti, pa delež teh, ki so videli, da bo pa tole malo drugače, so že začeli računati, kako bojo te nove cene vplivali na njihov finančni proračun. Tale dva deleža se gor dvigneta in ta delež preskrbljenih pade nazaj iz 35 na 27, kar so nekako številke iz junija 2020. Se pravi, populacija dejansko zelo hitro reagira, sploh, če so impulzi v družbi, točno v medijih, zelo močni. To so pa slajdi iz oktobra, pa potem, mislim, da včerajšnje ali pa današnje Finance, ki imajo tole spet kot glavno temo, z zelo lepimi slikami, ker vsem jasno, kaj to pomeni. Zdaj pa, v bistvu, to je bil pregled tega, kar smo delali v zadnjih 20 letih, s poudarkom na zadnjih nekaj mesecih. To sem že povedal, da vse te dogodke, ki se zgodijo, najprej to velik news, ljudje začnejo ekstremno reagirati, vsakič drugič, ko to vidijo, reagirajo malo manj. In zdaj, pri covidu smo zdaj mi tukaj nekje v tem tretjem valčku in zadeva počasi izgublja svojo moč. Ne glede na to, kaj se zunaj v realnosti res dogaja, ne glede na to, kakšni so epidemiološki podatki. Vendar temu se zdajle s to jesenjo pridružujejo 3 nove stvari. Prvo, kar je volilno leto, kar je v bistvu lokalni družbeni problem, in delno se vse stvari, ki se povezujejo s politiko, zelo veliko povezujejo s tem, kaj se dogaja okoli covida. Potem imamo tukaj inflacijo. Inflacija je sicer globalni problem, ampak zaradi energetike dosti specifična za EU. In spet hočejo zadevo nekako povezati s covidom. Pa še ena reč, o kateri do zdaj nisem govoril, pa bi v bistvu lahko že počasi začeli meriti, ker to postaja tudi naš problem, proizvodne linije se zapirajo, zato ker ni delov. Prihaja še stagnacija,
kar pa je globalni ekonomski problem, ki pa zagotovo je posledica COVID-a zaradi dobavnih verig. In veste, ko se zdaj združijo 3 nove stvari skupaj, istočasno, in če se slučajno potrof, da bojo in volitve, in zelo čudno funkcioniranje politike, in inflacija in stagnacija naenkrat vžgali, pa imamo pa kot lahko zelo velik problem, kako bojo to potrošniki doživljali. In zdaj bi predal s to mislijo, kaj pravzaprav lahko naredimo skupaj, vsi skupaj, da potrošnikov ne bo zajela panika, bi predal besedo naprej Goranu. Hvala lepa, bodite lepo. Najlepša hvala, Zenel. Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci današnjega dogodka, videli smo lahko, kaj je v svoji raziskavi ugotovila družba Valicon, kakšne so posledice krize pri percepciji potrošnikov in posledice, ki so relevantne tako za družbo kot poslovno odločanje. Valovi niso samo epidemiološki, ampak se dogajajo na več področjih in dogajali se bodo tudi v bližnji prihodnosti. Ni dvoma, da se bomo še naprej srečevali z negativnostmi v smislu zbeganosti, negotovosti, zagrenjenosti, praznosti, nesrečnosti, črnogledosti, iracionalnosti, tudi nestrpnosti, napadalnosti, destruktivnosti, norosti, če želite. To so vse sinonimi za negativnosti. Epidemija je še tu, pred nami je tudi zaostrena ekonomska situacija, pa volilno leto in zagotovo bo še kaj. A hkrati ni dvoma, da smo ljudje tudi racionalna bitja, ki se znamo na takšne razmere odzvati modro, če seveda to hočemo. Mi to hočemo, zato smo danes tu. Tu smo, da prediskutiramo diagnozo stanja, prognoze in tudi akcijo s ciljem, kako negativnosti preusmeriti v pozitivnosti, kako iz tega začaranega kroga. Če še enkrat ponovim, danes so z nami in jih tudi pozdravljam gospa predsednica uprave Petrola, Nada Drobne Popovič, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak, urednik sobotne priloge Dela Ali Žerdin. Žal moramo opravičiti Tonija Balažiča zaradi bolezni, ampak se nam bo pridružil kot strokovni komentator Zenel Batagel in to je naša današnja zasedba. Jaz predlagam, da kar začnemo, ker verjetno je iztočni skrb precej. Danes smo na Petrolu in pravi, da damo prednost. Skratka, imamo 2 razloga za to. Gospa Drobne Popovič, videli smo, kakšna je percepcija, vi imate dobro uvid tudi v to, kakšna je realnost. Ali smo v Sloveniji včasih preveč panični? Se pravi, dober dan in dobro jutro, tudi lep pozdrav z moje strani. Zdaj, panika je neko čustvo, ki se zgodi, ko v bistvu nas je nečesa strah oziroma ne obvladujemo neke situacije. In kar se tiče pa nas kot Petrola in seveda gospodarstva, je pa pravzaprav take situacije, jih morajo družbe znati obvladovati. In zdaj, če se navežem na to vašo analizo COVID-a, v bistvu kako pravzaprav smo reagirali, kako smo se kot potrošniki obnašali, je dejstvo, da ko se je COVID zgodil, je bila to neka nova situacija in v tistem trenutku, moram reči, tudi mi na Petrolu smo pravzaprav prve ukrepe, ki smo jih začeli izvajati, so bili ukrepi namenjeni varstvu predvsem naših zaposlenih, da so to varna delovna okolja. In temu je bilo takrat največ neke, če temu rečem, naše usmerjenosti namenjeno. Takoj zatem seveda tudi potrošnikom, da bodo to varni nakupi. In ta prvi val COVID-a so bili v bistvu te ukrepi, ki smo jih komunicirali, pravzaprav največ tudi se ukvarjali s tem, so bili to ukrepi na neko varno okolje, tako za naše zaposlene kot za potrošnike. Potem je prišel val poletja, ko smo se sprostili. Takrat smo tudi mi kot družba začeli komunicirati bolj prodajno, smo bili aktivni. V bistvu smo pravzaprav komunicirali potrošnikom bolj pozitivno, tudi bolj smo bili aktivni v vsem tem. In tako, ko so prišli vali, tako smo pravzaprav tudi mi komunicirali. In to je, mi zelo veliko seveda tudi o tem govorimo in za nas je to realnost ratala. Mi pravzaprav s COVID-om zdaj živimo in se prilagajamo, spremljamo situacijo in pravzaprav zdaj znamo že vnaprej planirati. Pripravljeni smo, da ko se poslabša zdravstvena situacija, razumemo, da je v bistvu na nas takrat, da
komuniciramo neke varne delovne prostore, da tudi za kupce so to varni, za naše potrošnike so to varni nakupi, omogočamo različne aktivnosti, od tega, da seveda niti ni potrebno vstopati v trgovino, da imamo različne aplikacije, ki so varni za tudi tisto skupino, ki jih je strah in se čuva. In seveda, ko se to sprosti, smo tudi mi bolj pozitivno komuniciramo. Kar se mi zdi pa ključno pri vašem osnovnem vprašanju, je pa predvsem to, da je na nas, da smo pomirjujoči. In da je to tisto, kar moramo znati sporočati, da imamo stvari pod kontrolo. In da je to v bistvu naša naloga. Ali čutite to, kar je Zenel pravzaprav pri percepciji pokazal, v trenutkih malo večje krize, ko se pojavi nek nov element, ta padec mogoče potrošnje ali kaj podobnega? Moram reči, da tako, zdaj je to že 4. val, da pravzaprav so te padci vedno manjši. Da je bilo najprej, prvi val je bil z vidika Petrola, mi smo imeli takrat največje padce, zgodovinsko največje padce. Zdaj vsak drugi val, 3., 4. se kaže, tako kot kaže ta krivulja, da so ti padci manjši, da pravzaprav se prilagodimo. Zakaj? Jaz mislim tudi zato, ker tudi jasno skomuniciramo, veste, ker v bistvu razumemo, kakšne so navade, kako se moramo obnašati in v bistvu pravzaprav, kaj bo temu sledilo. Tudi mi zdaj vsi razumemo, da bo tudi po tej krizi pravzaprav, da se bo obrnila krivulja in da bomo boljši. In je tako kot vsaka kriza, jaz jemljem, da seveda, ko se zgodi nek nov moment, ki ga ne poznamo, ki ga v bistvu v tistem trenutku ne razumemo, kaj bo sledil, je v bistvu z vidika potrošnikov so takrat te efekti tudi največji. Takrat se nam to najbolj pozna. Preden gremo naprej, še vabilo vsem današnjim udeležencem, da nam postavite vprašanje tudi v rubriki chat, tako da ste dobrodošli, mi jih bomo spremljali in poskušali tudi seveda maksimalno tudi ukorporirati oziroma vključiti v našo razpravo. Gospod Brodnjak, tudi za vas jedno vprašanje z vidika percepcije pa realnosti. Imamo pravzaprav zanimivo situacijo, imamo rekordno zaposlenost, imamo rekordne depozite, mislim, da je tudi rekordna rast depozitev, imamo dodatke, na drugi strani pa imamo občutek, da so socialne razmere, vsaj v percepciji, slabše kot kdajkoli prej. Ali v Sloveniji še vedno preveč jamramo? Vse je vedno v percepciji. Jaz veliko potujem po Balkanu in hvala Bogu je tam veliko humorja, da tudi danes je razlog za smeh ljudje. Ni tako hudo, kot zgleda. Realno, če številke damo na mizo, verjetno, glede na produktivnost v Sloveniji živimo najbolje v zgodovini. Imamo, kot rečeno, najvišje stopnje zaposlenosti in z vsemi temi dodatki so se prejemki gospodinjstev od zadnje krize povečali za več kot 30%, prihranki za skoraj 100%. Krediti prebivalstva, potroški so pod ravnijo 2008. Gospodarstvo je razdolženo, med najbolj razdolženimi v Evropi, stroški kreditiranja so najnižji v zgodovini. Danes je dostopnost posojil vsem, ki imajo denarni tok. Upam, da bo centralna banka nekoč nehala žaliti slovensko prebivalstvo in poniževati, da povprečnemu državljanu ne dovoli najema kredita v banki, nekoga, ki ima zadnjega enega otroka in ima povprečno plačo, je kreditno nesposoben. To je zgodovinska žalitev in poniževanje in upam, da se to nekoč neha. Sicer pa nam gre dobro, zelo dobro. In jaz to krizo vidim dejansko kot eno od največjih zgodovinskih priložnosti. Covid je potrebno obvladati. Ko pride do kritične mase precepljene večine, bo verjetno demokratično pravilo veljalo, da bo večina sprejela odločitev, da bo cepljenje obvezno. Ker bo to pač demokratična odločitev. To se v Nemčiji že dogaja, to se v Avstriji že dogaja, tam so dejansko tisti, ki niso cepljeni, praktično že skoraj ostrakirani. Do tega bo prišlo v vseh razvitih družbah. Samo vprašanje časa je. In s Covidom je pač treba čim prej presekati, se naučiti seveda živeti z vsakimi takimi potencialnimi pojavnimi oblikami virusnih obolenj, ki bodo v prihodnosti še prihajale. Zdaj smo se naučili odreagirati na hitro in odločno in imamo tehnologijo očitno, stroka, znanost je napredovala do te mere, da lahko razvijamo zelo učinkovito cepiva. Zdaj seveda se zavedamo, da ne pri kakem od cepiv pride do komplikacij, posamičnih, ampak ne vem, a se Slovenci, ki smo precej hipohondričen narod, če pogledate, koliko receptov se napiše in koliko zdravil mi zaužijemo kot narod, vprašamo in preberemo vse možne stranske učinke pri vseh kontracepcijskih sredstvih, pri vseh analgetskih stresih, diuretičnih stresih za urejanje pritiska in tako naprej, in se pri vsakokratno ukvarjamo z zapleti. Vse ne. Torej gre za znanost, stroko. Če nehamo zaupati, to sem povedal zadnjič, v medicinsko stroko in sodobne pridobitve znanosti, nehamo verjeti v sodobno civilizacijo. In tu so zame meje demokracije, ko gre za vplivanje na življenje sočloveka. Tu demokracija se preneha zame.
Tu se pač sprejemajo družbeni ukrepi. Ne? In s COVID-om bomo prenehali, ampak jaz sem svojo vizijo 30 let naprej. Imamo zgodovinsko priložnost. Globalne nabavne verige se selijo iz Pacifika v centralno Evropo ljudje. A vi si zavedate, kaj to pomeni? Mi smo 2 uri vožnje iz Benetke in 3 ure vožnje z Dunaja. 4 z Münchna, Budimpešte, Beograda. To je najboljši geostrateški položaj v Evropi. Severno-italijanski industrijski bazen, ne, bavarski industrijski bazen, Avstrija. Pa mi smo tu zraven. Najvišja kakovost življenja na planetu je v trikotniku Zürich, München, Dunaj. Mi smo ure in pol vožnje stran od tega trikotnika. Vse danosti imamo, da z improvizacijskimi sposobnostmi Balkana, kreativnimi sposobnostmi, ki jih imamo, in disciplino centralnoevropsko, smo lahko zmagovalci tega preboja. Če se bomo znali povezati, dajmo se povezati, ko gre za obvladanje zdravstvene krize, dajmo vsi skupaj razumeti, da so meje osebnih svoboščin, sprejeti ukrepe, da se zaščitimo kolektivno in dajmo za božjo voljo sprejeti ukrepe, razvojne reforme v gospodarstvu, ki so nujno potrebne, zato da bomo lahko naslovili to zgodovinsko priložnost, ki je enkratna v stoletjih. Globalne verige se premikajo in vse gre v našo smer. Srbi to razumejo fantastično, mi še nismo. Če končamo še to prvo točko diagnoze stanja z gospodom Žerdinom, vi dolgo časa spremljate slovensko družbo, Zenel je omenil nihanje razpoloženja, zelo lepo so se videle iz prezentacije. Ali je pri nas pri tem nihanju razpoloženja huje kot v drugih državah in če je, zakaj je tako? Jaz težko rečem, ali je hujš kot v drugih državah, ker to, koliko hudo je, se praviloma gleda z zamikom, ko pridejo podatki. Pa tako, pač situacija, kakršno imamo v tem trenutku, je pravno formalno situacija brez epidemije. Mi smo imeli epidemijo do konca letošnje pomladi, ko so se zadeve zelo umirile že. Epidemija leta 2020 se je začela 11., 12., 13. marca in je trajala do prihoda tistih 6 nadzvočnih letal. Potem smo pa imeli že zelo hud zalet epidemije, pa se je epidemijo razglasilo relativno pozno. V kakšnem pravno-formalnem stanju smo, do neke mere to tudi vpliva na percepcijo ljudi, mi pa zdajle nismo v epidemiji strogo legalistično. A je to prav ali ni? Odločitev ni najlažja, jo prepuščam tistim, ki so zaradi za to uslužili. Je pa res, da je razlika pravno-formalna, ko se razglasi epidemija pri nas in v nekaterih drugih državah precej različne. Pri nas nima takšnega vpliva. Nekatere države to morajo narediti zaradi tega, da kakšne zakone spremenijo lažji način. Kako je, Mislim, mi upravljamo zdajle, ker mislim, da je precej nesrečna odločitev družbo z odloki. Mi bi morali družbo upravljati z zakoni. Nikakor ne morem pristati na argument, da upravljanje družbe z zakoni vzame preveč časa. Če so stvari smiselno pripravljene in dobro razložene, to vzame nekaj ur več časa. Teh nekaj ur je pa zelo odtehta stopnja zaupanja, ki v skupnosti obstaja. Če smo po eni strani na zgodovinsko zelo visokih stopnjah gospodarskih priložnosti, smo mi tudi na zgodovinsko najnižjih stopnjah zaupanja v vlado, celo predsednika republike, ki se ima za marketinškega guruja. In smo na zgodovinsko najnižji stopnji zaupanja v policijo, ki absolutno s tem ni imela težav. Zakaj? Zato, ker družbo upravljamo z odloki, ne pa zakoni. Ko upravljaš družbo z zakoni, je treba nekoliko višji postaviti lestvico konsenza, ki se ga doseže,
Medtem ko upravljanje družbe z odloki je na meji samovolje. Imamo tukaj hud razcep, pravi padec zaupanja v inštitucije, kjerekoli kazalce pogledamo, so to Evropske unije ali OECD-ja, z zaupanjem v inštitucije sistema imamo v tej državi zelo hude težave, če to postavimo na neko primerjalno skalo. Eno vprašanje, podvprašanje, ki se redko pojavlja. Vemo, da imamo težave z vladanjem z odloki. Nekateri pravijo, da je pač to nujno zaradi tega, ker je treba hitro odločitev, drugi pravijo, da ne. Ampak očitno imamo, zaupanje je padlo, se strinjam. Ampak vi, kadar govorimo o vladi, pa mogoče vprašam še za opozicijo. Ali menite, da je opozicija takšna, kot je zdaj v Sloveniji, pa sposobna razumeti, kateri zakoni so nujni, da se hitro spreminja, ali bi tudi ona v bitki za rejtinge delovala neodgovorno? Jaz mislim, da opozicija kaže kar visoko stopnjo neodgovornosti. Jaz sem parkrat za hec napisal, da če noče vlada dati v zakon o nalezljivih boleznih zelo kratkega člena, da je treba v 39. člen vnesti pooblastilo za zaščitne maske in drugo zaščitno opremo. Tega pooblastila vlada v tem trenutku nima, v resnici. Naj to naredi opozicija. Ja, ni naredila. Kdo je naredil? Naredila je pravna mreža za varstvo demokracije, se pravi think tank, ki je povezan z pravno fakulteto, še z par drugimi fakultetami. Poslali so to v državni zbor vsem strankam. Poslušam, ne slišim, da bi kdo to zelo dobro namerno gesto sprejel, podprl, dal v proceduro. Torej, na tej točki, ko dobi opozicija tako rekoč zapakiran zakon z mašnico, z vsem, kar zakon mora imeti, s pregledom po državah, z oceno stroškov, ravna neodgovorno, če tega ne sprejme. To je darilo civilne družbe. Tako stanje imamo. Kaj predvidevate v prihodnje? Leto dni. Vemo, kaj se nam utegne zgoditi? Jaz znam biti za nazaj pameten, za naprej ne. Tako da, kaj se utegne zgoditi? Strinjam se s tem, kar je Zenel povedal, tveganje, ki obstaja, interferenca 3-4 različnih kriz. Ta zdravstvena kriza ostaja, ne vemo, kaj bo z mutanti. Inflacijska, na dolgi rok itak, imamo še demografsko situacijo, na kratki rok politično negotovost. In zdaj pač, če se zelo po nesreč 3-4 valovi sestavijo, imamo visoki val. Ga ne napovedujem, pač do njega privede niz naključij. Naključij se pa pač napovedovati ne da, je pa treba na to biti pozoren. Gospa Drobne Popovič, glede na to, da smo zdaj že pri drugem sklopu prognoze na nek način, vi imate dober stik z realnostjo, vemo, kaj se v energetiki dogaja, v energetski družbi. Kaj se bo zgodilo z inflacijo in kaj se bo zgodilo s potrošnjo? Tako kot je rekel gospod Žerdin, v bistvu je težko to napovedovati, kaj se bo zgodilo, ampak zdaj morda, tako kot mi vidimo, ker imamo res dober stik tako z gospodinskim delom, če rečem, kot tudi z gospodarskim. Zdaj, kaj se je zgodilo s to energetsko krizo? Tukaj bi nekako apelirala, da ima veliko moč pri tem, v bistvu, kako se stvari odvijajo, da imajo mediji. Tako kot je bilo pokazano tudi tam na enem od grafov, na enem od slajdov, zdaj energenti so se dražili celo leto in ta informacija je bila jasna.
Potem pa kar v nekem momentu, pravzaprav je ratala to bombastična informacija, da se je cena elektrike podražila za 30%, kar v resnici ni bilo res, ker se ni podražila za 30%. In zdaj seveda nam je bilo takrat zelo pomembno in še danes nam je pomembno, da imamo to možnost to pojasniti medijem, da je lahko informacija prava. Ker kar v resnici je res, da pravzaprav je ta dvig bil okrog 10% in da to za gospodinjski odjem tudi ni povzročil nekega velikega problema in to se je zdaj izkazalo. In izkazalo se je tudi čisto zares tako, da tudi Petrol ni izgubil kupcev. Tako kot imamo mi trend, da kupci in potrošniki so pametni. Veste, jaz vedno pravim, ne smemo jih podcenjevati. Sploh potrošniki na Petrolu, tisti, ki so prišli na Petrol, so prišli zato, ker so račun pogledali. In oni znajo račun pogledati in tudi razumejo, kakšen je to v resnici dvig. In mi nekih večjih odlivov niti nismo beležili, zdaj pravzaprav beležimo bolj prilive kot odlive. Kaj se bo zgodilo? Je pa tako. Jaz mislim, da na koncu pravzaprav je na tem gospodarskem delu, da zgodilo se bo to, da tam, kjer se bo dal prevaliti in bo trg prenesel in je še prostor, da se prenese, se bo to prenesel na končne cene. Tam, kjer tega prostora ne bo, bo pa potrebno narediti neko prestrukturiranje tudi znotraj pravzaprav samega procesa in poskusiti na nek način, tako kot vsaka kriza prinese, da se mora družba prestrukturirati, najdeti način in rešitve, da bo možno to na nek način tudi prenesti tudi v svoj proizvodni proces. In zdaj, kako vidimo za naprej, ne? Seveda na naključja so v tisti elementi, ki pridejo, pravzaprav na katere ne moreš vplivati. Ampak jaz mislim, da o tem res veliko govorimo in jaz tukaj sem pozitivna, da v bistvu se na to lahko pripravimo. To ni nekaj, kar nas bo stresalo zdaj kot strela z jasnega, da ne vemo, se pravi, razumemo, znamo zračunati, znamo ustrezno planirati in da če se v bistvu ustrezno pripravimo tudi z nekimi ukrepi države, ki lahko kratkoročno tukaj pomagajo, tako kot so pomagali v covidu, da je to lahko nek tak v bistvu obdobje, ki ga bomo lahko predelali in preživeli brez, da bi imeli nek res velik vpliv in povzročali na eni strani inflacijo, na drugi strani pa potem avtomatsko stagflacijo, ki se zgodi, ko se cene prehitro previsoko dvignejo. Preden dam besedo gospodu Brodnjaku, en time out, ne za oglase, ampak za strokovnega komentatorja, Zenla. Zdaj imamo zelo zanimivo situacijo. Prikazali ste v bistvu v Valiconu, kakšna je percepcija, dotaknili smo se realnosti. Leta 2008 se je zgodil fenomen na volitvah, ker je zaradi tega, ker je manjšina v javnem sektorju zavpila zaradi znižanja plač, ne? Čeprav so se povišale, ampak nekateri so imeli nižjo, se je zgodilo to, da so celo volitve bile izgubljene, ne? Ali bo v tem primeru, po vašem mnenju, ko imamo tako situacijo, da imamo vendarle še vedno dokaj majhen delež prikrajšanih po vaši, ki so pa običajno glasni, ali bo prevladali glasni prikrajšani, ali pa bodo prevladali, bom rekel, trezni, preskrbljeni in druge skupine? Zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da prikrajšani sploh niso glasni. To je bila po moje do zdaj ena skupina, ki se je bolj doma držala. To je en tak zelo zanimiv segment, tam je po naši oceni nekje okoli 20% populacije, ki je, kako bi se temu rekel, v bistvu bolj nezadovoljna z ničemer, ne hodijo na volitve sploh, nezadovoljni so z vlado, v bistvu taki nergači. Torej jih ni na protestih? Nekaj obratno, ne. Zdaj so bili taki. Zdaj pa, v bistvu se mi je zgodila ta, v bistvu so, dojeli so moč social medije, ne. Tam so najdli svoje somišljenike, znajdli so, v bistvu so dosti taki individualisti, dosti sami sabo funkcionirajo. Tudi vemo, kdo so pravzaprav, to so ženske, tam okoli 40 let stare, imajo ogromno enih odgovornosti, ukvarjajo se samo z družino,
se pa kaj malo kakšno prijateljico, to same so. Ne. In zdaj so se najdli tam na teh social medijih in so v bistvu videli, da okoli njih je pa ena cela masa ljudi, ki mislijo točno identično, tako kot oni. In potem je nekdo to virtualno skupnost zmotiviral, da pride ven na cesto. Ne. In potem so dobila potrditev, oziroma dobili potrditev, samo ženske, ne. Ampak dejansko je pa je zelo ženske, so dobili potrditev, da pravzaprav fizično potrditev, da to res obstaja. Da vsi mislijo, tako kot oni mislijo. In to je v bistvu ta Samo potrditev. in zelo hecen segment, ker v bistvu ne vemo zdaj čisto točno, kaj se bo z njim zgodilo. Tega segmenta, to je bil zdaj popolnoma pasiven segment, ki se je zdaj aktiviral. Tako kot se je aktivirala mladina, ne, pri tem referendumu o vodah. Sploh kar naenkrat bi lahko celo rekel, da v Sloveniji ni več pasivnega segmenta. Vsak segment se je do zdaj znal aktivirati. Tako da jaz mislim, da bodo volitve super zanimive. Zanimivo je tudi, da v bistvu imamo zdaj dva paralelna skupina, bom rekel, najbolj nezadovoljnih, ne, kar se lahko zgodi. Eden je ta in drugi je, ki se bo verjetno angažiral zdaj zaradi inflacije, to so socialno šibkejši, ki jih bo seveda nagovarjal tudi sindikat in vsi ostali in bo percepcija spet zelo podobna, ne? Ja, po moje, zdaj tako, mislim, da je zelo velika odgovornost, na politiko ne moramo računati, da bo mirila strasti, tako kot sem prej slišal, da mora biznis, mora miriti strasti, moramo delovati umerjeno, da so stvari pod kontrolom in tako naprej. Ne. V interesu politike to ni. Ne. Zdaj, najbolj grozen je to, ker imam občutek, da tudi v interesu medijev ni to. Skozi se bombastično stvari komunicirajo in to tako. Ko en začne, drugi povzemajo onega in potem masovka 2-3 dni in je samo ta tema in nobena druga tema. In to pač premika mnenje potrošnikov v glavah. Nekaj od tega, zgodi se velik flop in potem se nikoli ne vrnemo nazaj tam, kjer smo. To je gromozanska nevarnost, ki se zdaj dogaja. Prav, mislim, da ta okolje in ta možnost, da se te vali dejansko lahko istočasno potrofali, ne, konference, to je dosti velika verjetnost. Gospod Brodnjak, vi v Novi Ljubljanski banki v bistvu igrate dve igri, v bistvu, kako to umiriti, ne. Na eni strani, že prej ste poudarjate, da je realno stanje bistveno drugačno običajno kot percepcije, na drugi strani ste se zelo angažirali pri zdravstvenih zgodbah, predvsem pri cepljenju in tako naprej. Kaj mislite, kaj se bo zgodilo v prihodnosti glede obveznega cepljenja? Pred volitvami vprašanje, če se bo zgodilo, neverjetno, ali pa se tudi bo. Kaj bo s tem? Ja, kot kaže, bodo Nemci in Avstrijci to enostavno začetno februarja uvedli. In katerakoli evropska vlada bo imela s tem veliko težavo, če se spremljali von der Leyenovo izjavo, ne, gospe von der Leyen pred 2 dnevoma, apelira praktično na celotno Evropsko unijo in jaz mislim, da bodo ostali sledili, samo vprašanje časa. To je moj neutralen pogled, zato ker enostavno, ko velesile to naredijo, se boš težko temu izognil, ker bo enostavno pritisk iz Evropske komisije zaradi omejevanja potovanj znotraj Evropske komisije, znotraj Evropske unije, Evropske monetarne in tako naprej velik. Težko se bo temu izognil, katerikoli politiki. In to je v bistvu tudi možnost za slovensko politiko, da se tu poenoti. Če to počne cela Evropa, dajmo tudi mi, ne to za njih, dilema levi, desni, taki in drugačni, ampak očitno je to splošno evropsko mnenje, precepljene večine, ker če pogledate v Italiji, postaja precepljena večina nestrpna do necepljenih, dobesedno nestrpna. In ta trend se bo selil po vsej Evropi. Jaz, če se samo kratko dotaknem senzacionalizma, socialnih omrežij in tako naprej. Zelo preprost ukrep, ki lahko ga zakonsko sprejmemo, prepoved anonimnega pojavljanja na forumih. Jaz sem vernik v svobodo govora, ampak ne anonimno. Se opravičujem. Ne moreš govoriti anonimno svinjarij. In zavajati, in govoriti nestrokovno, in apelirati, pozivati množice. Lideri v nekih resnih situacijah vzamejo zastavo in gredo naprej. In vsi vedo, kdo to so. Ne moreš biti anonimni lider. In tu gre za popolno zlorabljanje in množic in zavajanje celotne družbe. In je ukrep zelo preprost. Parlament naj sprejme zakon, če ne pa naj mediji sprejmejo sami odločitev, da bodo blokirali kakršnokoli objavo, ker se tisti, ki posta, ne identificira z vsemi osebnimi podatki. Takoj bomo imeli drugačno družbo. Takoj. Ker to so zajci. Ti ljudje se pojavljajo anonimno. To so zame zajci. Ljudje brez hrbtenice. In take družbe si jaz ne želim, iskreno. Gospod Žerdin, to je malo vam na kožo pisan. Dejansko imamo res občutek, da smo na stadionu na Stožicah,
Vsi komentiramo, ampak da glavno besedo na forumih imajo Green Dragons in pa Viole, ne pa tisti, ki smo na sredini. In to je verjetno, če vodja Viol to počne, ne pa anonimne Viole. Kaj je javnost? Dajmo to reči. Časopis, veste, ni servis potrošnika, časopis je servis javnosti. Časopis je bolj državljanski servis kot potrošniški servis. Je pa res, da je časopis ali pa medij potrošno blago tudi. Tako da malo smo tle v dvojni situaciji. Kaj je javnost? Javnost je prostor, kjer se uporablja v skupnosti in uporablja se ga z imenom, priimkom, morda tudi fotografijo. To so razsvetljenske definicije. Tisto, kar je nevarno v tem trenutku, je, da mi od teh razsvetljenskih definicij javne rabe bežimo zelo stran. Mi prehajamo v nejavno rabo norosti. To ni javna raba ampak nejavna v smislu anonimno širjenje norosti. A se da to zamejiti z zahtevo, da se na forumih ljudje identificirajo, ime, priimek, fotografija? Ja, to se da narediti. Tisto, kar je slaba stran tega ukrepa, je, da bodo potem anonimni komentatorji šli ne na Facebook, ne na Twitter, ampak na TikTok, ki bo pa še bolj neumen, bo še bolj glupo, kot davke plačevati. In ko se bo zdelo, da je TikTok vendarle nekaj razumnega, bo prišlo nekaj še bolj glupega. Tako da na tej točki, jaz mislim, da je ob zakonski regulaciji, če bi v to šli, smiselna tudi neka mnenjska kampanja, pač pokaži obraz, povej, kdo si. Ne skrivaj se v kleti, iz katere svinjaš. Koliko bi to imelo učinka, ne vem. Kaj pa mediji lahko naredijo še sami? Mediji? Ja. Jaz se najbolj bojim tega... Če imamo akcijo zdaj, kaj narediti? Dajmo to v 100-letno perspektivo. Mi smo imeli pred 100 leti plus epidemijo španske gripe. Če vzamete stare časopise, boste videli, da o dogodku, o situaciji, ki je vzela 50 milijonov ljudi, v časopisu ni napisane praktično ene besede. Pa so časopisi o marsičem že pisali, o tem niso. Zakaj ne? Ker je bila huda cenzura. Zakaj je bila cenzura? Ker je bila vojna. Ker je bila vojna, sovražnik ni smel zvedeti, da so naše sile vse po vrsti bolane. Saj so bile tudi sovražne sile vse po vrsti bolane. Španska gripa se imenuje španska gripa zato, ker je bila Španija edina država, ki se je to oznako lahko dal, ker Španija ni bila v vojni tehnično. Je pač to bolezen države, ki uživa v miru in soncu, mi smo pa vsi zdravi. Ja, ne, ni res. Tako da, ko slišim, da mediji delajo paniko, v tej medijski zgodovini, veste, smo imeli zdravstvene katastrofe, ki jih mediji nismo zaznali, v redu, pred 100 leti. Zakaj ne? Ker jih nismo smeli zaznati. Ampak to je bil drugi ekstrem, kot zdaj. To je nasprotni ekstrem. Jaz ne pravim, da to zdaj je ekstrem. Od medijev se pričakuje, obstaja neka fraza, mediji morajo biti objektivni. Kaj je objektivnost?
Če eksplodira raketoplan, 500 satelitov pa mirno leti okrog Zemlje še vedno, kaj je objektivno? Da poročamo o 500 satelitih, ki letijo okrog Zemlje in neki manjši nesreči enega raketoplana, ki vzame pač samo nek promil stanja v vesolju, ali je novica eksplozija raketoplana? Seveda je novica eksplozija raketoplana, zato ker je to pomemben, ni pa to nek objektivno, se pravi, realnost je ta, da 500 satelitov še vedno leta okrog. Tako da medij vedno ojača situacijo v skupnosti, ojača pomen dogodka, ki je, bolj kot je nenavaden, bolj kot je nov, več kot je neznank, več bo o tem v medijih. Sej se je COVID začel umikati iz medijev do neke mere, oziroma ni več vsaka naslovnica, ni več vedno prva minuta na poročilih COVID. To si vemo, mediji dejansko poročajo o odklonih od normalnosti. Večinoma so to slabši, so pa tudi dobri. Kadar je nekdo svetovni prvak, tudi poroča o tem, da se nekaj novega zgodilo in to ni realna slika, drugače bi bilo dolgočasno. Samo to med športom, ne nujno na začetku. Ja, tako je. Gremo na akcijo. Kaj narediti? Kaj lahko vsi naredimo za to, da pridemo do tega? Zdaj na strokovni komentator. Mene je zelo zanimiva tale teza. Se v bistvu sploh ni važno, kaj se bo zgodilo, ali bojo uvedeli obvezno cepljenje ali ne. V tej situaciji, ki sem jo opisoval, ko je razgreta situacija, je zadosti, da je ta tema spuščena v eter. Je že, ne? Je že spuščena. In zdaj se bo morala politika, koliko je dobila meso, se bo zdaj okoli tega morala ukvarjati. In bojo stranke morale vzeti stališče. To bo že kar velik problem. Ampak, če pa pogledamo tole slovensko dušo, včeraj me je ena novinarka vprašala, če imamo podatek o tem, koliko ljudi je za obvezno cepljenje, mislim, da je pod 50%, pa tam smo merili julija še, ali si bo za obvezno ali bo za prostovoljno. Folk je bistveno bolj za prostovoljno zadeve, kar je v bistvu, po mojem, malo povezan s tem, da imamo poln kufer socializma. Ker smo morali nekaj narediti, mi se hočemo sami odločiti. Zdaj, pa še unih 20% posebne populacije, pa je 1/3 ljudi, ki so proti cepljenju nasploh. Kaj se bo dejansko zgodilo? V tem dvoboju med levimi in desnimi, kjer po mojem noben ne bo, ker na koncu bojo mogli reči, seveda, ja, sem za cepljenje, se bo zgodilo to, da bomo dali luft eni tretji skupini. In to je po moje ful velika nevarnost, ki se lahko zgodi v naši družbi. Ker naenkrat dali bomo v bistvu zagon njegovemu tretjemu in potem se zgodijo volitve. Novi obrazi, ki bodo... Nov obraz, ki si bo upal to zagrabiti. Nov obraz, ki si bo upal to zagrabiti in bo v bistvu naslovil vse tiste, ki hočejo razmišljati svojo glavo. In samo na tej točki bo jahal. Tako je. In bo na tem jahu in je čisto zadosti. In bomo dobili super populistično stranko, ki je do zdaj še nismo imeli. Kaj lahko naredimo, da tega ne bo? Gospod Brodnik, vi ste rekli, da smo v bistvu dežela izgubljenih priložnosti, apelirali ste, da je zdaj zagrabimo recimo 3 točke, ki bi se jih vi takoj lotili zaradi tega, da naredimo akcijo, da se to ne zgodi. Jaz mislim, da se moramo povezati družbeni podsistem med seboj in tega dialoga je premalo. Zato sem provokativno rekel, gospodarski krog ne more nastopati kot gospodarski krog, ker je stigmatiziran kot elitistični lobby. Povezati se mora s sindikati, z znanostjo, akademsko sfero, izobraževalnim sistemom in skupaj povedati bodočim oblastnikom, katerikoli že bodo, ker preziram delitve na leve, desne, vijolične, zelene in črne in rdeče, ker nas zanima bodočnost tega naroda. Kako bodo živeli moji otroci in vnuki. In mi v bistvu zapisati nek program, neko vizijo in strategijo razvoja tega naroda, če je politiki niso sposobni spraviti skupaj. In potem bo katerakoli politična opcija težko ignorirala nek tak poziv, ki prihaja iz 4-5 družbenih podsistemov.
Pazite, ne, to več ni potem neka banalna pozicija. Ne. Govorimo o celotnem gospodarstvu, gospodarski krog je povezal pač 4 združenja. Ne. Jaz vse čas sem glavni protagonist znotraj gospodarskega kroga, ne smemo se omejiti na to. Dajmo se preimenovati Zavezništvo za Slovenijo, brez da imamo politične aspiracije. Dajmo poimenovati to inicijativo Zavezništvo za Slovenijo, pogovarjamo se odprto s sindikati, kako družbo želimo. Če želimo imeti višje plače, moramo ustvariti višjo dodano vrednost. Če želimo deliti več, v smislu socialnih pravic, moramo ustvariti več. Ne zdaj, kako prerasporejati sedaj ustvarjeno ob 43.000 evrih dodane vrednosti. Ne? Pa potem, kako bo politika korporativno upravljala z sistemskimi družbami, pobrala, to sem zadnjič rekel, ne 20 milijonov iz vsake, namesto da bo skupaj stvarili 3 milijarde več. In bo proračun bogatejši za 3 milijarde in bo seveda proračun na ta način lahko zagotavljal večji obseg socialnih pravic. Ne? Kako bomo animirali 50%, ki se ne udeležuje volitev? Kaj je tisti leadership? Dajmo jim povedati, da imamo vizijo, če že politiki ne premorejo, da jo imamo kot strokovnjaki, da jo imamo kot ljudje, ki smo iskreno zainteresirani za dobrobit našo lastno in naših otrok. Ne? In bodimo kritični do stvari, ki se dogajajo v politiki. To razdvajanje je absurdno. Opozicija je popolnoma destruktivna. Gre za božjo voljo, za zdravstveno temo, gre za naše življenje in obstruiramo vse. Zato nimamo zakonov. Zato, ker karkoli se predlaga itak, a priori zavrnijo, zato, ker imamo volitve aprego. In pri nas nikoli ni pravi čas za sprejem nujnih reform, zato potrebujemo veliko koalicijo. Mi ne rabimo zdaj populističnega oblastnika, mi ne rabimo zdaj ne leve koalicije, ne desne koalicije. Mi rabimo veliko koalicijo. Za božjo voljo, a bo SD kdaj razumel, da ne more ignorirati zmagovalca volitev. Iskreno. In obratno. Tako ne gre več. Tako ne gre več. A bo prevladala pragmatična struja v SD-ju, ali se bomo izključevali naprej? Ali je demokratično, da je nekdo relativni zmagovalec volitev in ima celotna opozicija naprej napovedal, da se z njim ne bo pogovarjala. Potem velika koalicija ni mogoča in ta narod ne more naprej. Pika. Potrebujemo ustavno večino v parlamentu, da sprejmemo 4 ključne reforme, ki so nujno potrebne. To so? Pa to je sigurno pokojninska reforma, ki vemo, da je sistem nezdržen, ampak mi smo lahko lastniki lastne usode, če bomo razvili lastni kapitalski trg. 24,5 milijarde v bankah, 5 milijard jih preusmerimo slovensko gospodarstvo in bomo mi lastniki slovenskega gospodarstva. Brez diskusije. Reforma izobraževalnega sistema. Sem slišal eno tezo, da je bila predlog dan na ministrstvo, da bi seveda res pospešili zdaj uvajanje kodiranja in umetne inteligence v izobraževalni program, pa je bilo, ja bojo pa naši otroci še več za računalniki. Pa dajte pogledati malo Srbijo, kaj se dogaja. Postaja globalni razvojni center za informacijske tehnologije. Globalni razvojni center za informacijske tehnologije. To je vizija. Potem regija, prepiramo se s Hrvaško, pa dajmo povedati celi regiji, že zaradi varnostnih razlogov potrebujemo stabilen Balkan. Dajmo se s Hrvati zmeniti, Vučić je gonilna sila na drugi strani iniciative Odprt Balkan, Open Balkan Initiative, ko se bodo oni 6 povezali tja, Slovenija in Hrvaška razrešita naša odprta vprašanja, imamo kar naenkrat 22 milijonski trg. Smo res naproti utež. In 7 liderjev regije naj skupaj gre v Bruselj, naj gre skupaj v Washington, Peking in Moskvo in zahteva vstop Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Pika. In nas bodo drugače gledali. Ker je potrebno to regijo varnostno stabilizirati, ker je potrebno ljudem te regije dati perspektivo. In Slovenija tu lahko igra ključno vlogo. Ampak če bo povezana, če smo mi razdvojeni, imamo različne poglede na osnovne postulate varnosti, stabilnosti in razvojnih paradigem, potem pa seveda ne moremo nikamor. Čas je za veliko koalicijo. Konec. Dovolj je neodvisnim profesionalcem, ki ustvarjamo vrednost tej državi, tega razdvajanja. Dovolj. Tega ne sprejemamo več. To je bil najhitrejši klic k veliki koaliciji, da zdaj pred volitvami, ne? 5 mesecev, ne? Gospa Drobne Popovič, kaj narediti po vašem mnenju? 1 do 3 točke, da ostanemo trezni v tem obdobju, recimo do poletja. Poletje bo že... Poletje je pozitivno. Bo pozitivno, ne? Jaz moram priznati, če smem dopolniti ta podatek, da je oktobra približno tako kot junija, sploh ni tako slab, ne? Ker junija smo vsi veseli. Pogovorjam pa razvojna kapca, pa je razvojna kapca. Razvojna kapca. Brez razvojne kapce ne gre, ne? Izvolite. Jaz mislim, da je odgovornost tista, ki bi mogla biti vodilo, če se vrnem nazaj. In zdaj odgovornost najprej samega zase, s tem posledično za druge. Tako kot verjamem v to, da v bistvu mora biti človek najprej sam sebe dovolj rad, da ima lahko druge rad, tudi verjamem v to, da moraš biti najprej odgovoren sam zase in s tem posledično za vse okoli nas. In ko bo to tisto, kar bo širše sprejeto, potem pravzaprav teh težav več ne bo. To mislim, da je v bistvu glede na vse danes povedano. Pa je
po vašem mnenju treba kaj še narediti z vidika podjetij, da se ta odgovornost poveča? Ne? Zaradi tega, ker na eni strani imamo situacijo, da se vsi tukaj tega zavedamo, ampak imamo situacijo tudi v družbenih omrežjih, kot smo prej pogovarjali, ker res čudno že izgleda, da nekateri rečejo, jaz se zadnje čase malo zafrkavam, ko so na družbenih omrežjih, kakšen tak komentar, vidim pa napišem zraven in zemlja je ploščata. Ne? Ker takšne teze nastajajo in se širijo in se prijemljajo, ne? Na nek način. A lahko kaj tukaj naredimo kot gospodarstvo, kot mediji, kaj bolj konkretnega, po vašem mnenju? Jaz mislim, da ja, pa zdaj, če se na v bistvu vse te pretekle v zadnje leto stvari, ki so se dogajale, navežem, ne, pa zdaj konkretno na neko zadnjo stvar, da seveda imamo PCR pogoj, ki ga je treba spoštovati in poglejte, danes ga vse posod spoštujemo. Danes vse posod velja pravilo, da kamorkoli pridete, vas bodo vprašali za PCR pogoj. Pa vendarle je bil ta PCR pogoj uveden že septembra. In kamorkoli smo prišli, nihče pravzaprav ga niti spoštoval, pa pravzaprav te ni niti vprašal. Zdaj, kje je ta razlika? Jaz mislim, da v tem, da je treba to zelo jasno skomunicirati strani tistih, ki sprejemajo te odloke in postavljajo pravila igre, dati dovolj časa, da se lahko te odloki, spremenjena pravila igre vpeljajo in pravzaprav pustiti prostor, da se lahko tudi vsa vprašanja postavijo in da se mi subjekti, ki moramo to izvajati, ustrezno pripravimo. Če imamo mi zdaj za to en vikend, ne, je to vse premalo. In jaz mislim, da ko je jasno skomunicirano, da se bo preverjalo, da se more preverjati, da se bo to tudi nadzorovalo, potem se veste, ko se to vidi, to vzorskega upeljemo in to spoštovanje, odgovornost, da spoštujemo pravzaprav ukrepe, ki so dobri za neko širšo množico, za nas in za druge, je tisto, kar mislim, da je ključno. Gospod Židrin, kaj pa mediji lahko prispevajo kot odgovornost? A lahko še jaz, ki sem prvič PCT pokazal? Kar izvod. Jaz sem prvič PCT pokazal, ko sem šel na Metelkovo, ampak ne v zdravstveni dom. Ko sem šel na Metelkovo na punk rock koncert, se pravi skupnost na Metelkovi, ki velja za underground, z lepo slovensko besedo, je to, da je treba skupnost ščititi, vzela bolj resno, kot vsi ljubljanski kafiči skup. Lahko delim jaz svoje izkušnje. In sem jaz z veseljem in z olajšanjem pokazal, v redu, sej, malo sem res gledal kot inšpektor. Sem si domišljal, da me tam dojemajo kot člana rokerskega plemena. Ja, tam sem me vprašal. In to jemljem kot odlično. Ti povem, kaj je kontrapunkt mogoče tej tvoji mojo anekdoto. Minilo je približno en mesec po tistem, ko so uvedli PCT pogoj, pa mi nihče v kafičih ni nič vprašal. In potem sem prišel 2-3 dni po tistem, ko so napovedali malo več inšpekcij in me na vrati zaostal in reče, imate PCT? Imam, sem bil končno nekdo, da me je res pregledal. Popolne grem v drug kafič. In vprašam, kot tako stoji ena takarca in pravim, daleč, ali potrebujete PCT? Prav, ne, če niste inšpektor. Jaz grem na WC in pridem in se domislim se in pridem ven, pa pravim, zdaj imam pa problem. Prav, kakšen? Jaz imam samo 2 od 4 pogojev. Me gleda debelo, kakšnih? Prav, sem prebolel, sem cepljen, nisem testiran in nisem inšpektor. Izvoli, nadaljuj s tezo. Kje sem ostal? Na Metelkovi. Vprašal si me nekaj resnega pred tem. Ja, kaj mediji lahko prispevajo k tej odgovornosti? Dajmo še za sekundo v diagnostiko pejmo. Ena od stvari, ki je značilna za Slovenijo, če jo postavimo v evropski okvir, je vprašanje družbene inkluzivnosti. Da ne bo to preveč učeno zvenelo. Če vprašate ljudi od Finske do Portugalske in Grčije in Slovenije, a se vam zdi, da vas kdorkoli sliši, da vaše stališča upoštevajo, da ko se sprejemajo neki ukrepi, se sprejemajo tudi v vašem imenu? Dobite zelo, zelo različne odgovore. Od Finske, kjer 70+ % misli, da so nekje vključeni v družbo, v procese sprejemanja odločitev,
do evropskega prvaka, ne, kjer najmanj ljudi misli, da se jih sliši. Ne. Evropski prvak tukaj je Slovenija, tako kot v marsikaterem kazalcu, ki je zoprn. Ne. En od zoprnih kazalcev je, da je Slovenija evropska prvakinja v tem, koliko znanosti ne zaupamo. Ne. Smo evropski prvaki v tem, koliko ljudi se virusa boji. Ne v smislu panike, ne gre za odsotnost panike, gre za razumevanje resnosti problema. Ne. Tako da tukaj je treba doseči neke vrednotne premike. Ne. Premike pa tudi v funkcioniranju političnega sistema, ko bodo ljudje utemeljeno dobili vtis, da se jih sliši, ker se vendarle v njihovem imenu vlada. Zdaj, kako ta skupnostni konsenz graditi oziroma ga graditi vsaj do dvotretjinske večine. Nedvomno je smiselno gospodarstvo, sindikat, znanost, bi dodal še kulturo, ne. Pravi, podsistemi, ki morajo po eni strani si prizadevati za svojo avtonomijo, po drugi strani pa lahko tej skupnosti zelo veliko prinesejo. V redu, jaz sem še zadnje vprašanje za strokovnega komentatorja, ampak prej bi pa vas povabil, če imate kakšno zadnjo misel, glede na to, kakšen apel ali kaj podobnega. A mene greš spet. Gremo po vrsti. Začeli smo na sredini, pa smo šli malo na levo, oziroma pa na desno. Mislim, da sem bil precej jasen. Ne vem, kaj lahko temu apelu še dodamo, realno. Ne. Iskreno, čas je zdaj. Vzamemo Slovenijo v svoje roke in delajo za svoje otroke. Pika. V verzih. Kulturo, si omenil kulturo, jaz sem pomotoma izpustil, sem velik zagovornik in podpornik kulture. Jaz mislim, da je odgovorno ravnanje tisto, ki mora biti vodilo in v bistvu, da je tudi en pomirjujoč ton tisti, ki ga moramo dati. Gospod Žerdin? Ker sem končal, bi nadaljeval, ne, se pravi, iti v skupnost, kjer ljudje imajo vtis, da so slišani, ne. Sej, kar govorim, je lahko do neke mere dvorezno, ne, zaradi tega, ker lahko vodi tudi v populizem, ne. Populizem je, ne, temeljna lastnost populizma je poenostavljanje pa izključevanje. Inkluzivnost ni izključevanje, je neka družbena mentaliteta, pri kateri ljudem povejo, da niso preslišani, ne. Zeynal, mogoče da je iztočnica zaupanje in vrednote, ne? Poleg odgovornosti so bile najbolj kot ključne poante izpostavljene. Zanimivo je bilo tam nekje poleti, ko smo govorili o precepljenosti, pa tudi o ostalim odnosu do virusa, da se je pojavil nek predsodek, da je tudi v Evropski uniji razlika med severom in jugom, ampak dejansko se je zgodila neka druga razlika med zahodom in vzhodom. Jug na zahodu je zelo dober, Portugalska, Španija in Italija sta zelo dobra, za razliko od prejšnje krize, ne? Tako zaupanje je bistveno večje, na vzhodu je ta zgodba se zgodila. Mogoče zaključen komentar, kaj mogoče storiti, mi smo del vzhoda na koncu po teh podatkih. Ne? Mi smo skozi bežali proč od vzhoda in se nam je zdaj ta vzhod slučajno zgodil v zadnjem času. Jaz ne vem, zakaj se je zgodil, popolnoma nepotrebno. Je pa tudi res, ne, zakaj je ta jug dobro funkcioniral, zato ker v čisto prvem varu je jug dejansko olanka drsal. In očitno, ker se Luigi nauči, to Luigi zna. Ne? Tako pač je. In Luigi je res... Luigi ali Giovanni? Luigi, Giovanni, Mario, kdorkoli že. Ampak Luigi ve, kaj je to. Ne? Sem pa, kaj grem v Italijo in vidim, sem se v njihovih trgovinah počutil resnično dobro. Ne? Maske gor, vsa pravila so upoštevali, no question asked. Super je bilo. Ne? Mogoče bi, tako da
po moje ta vzhod je, po moje, jaz upam, da je to ena kratka epizoda. Kratka epizoda in da se bomo vrnili v to centralni del Evrope, ne, zelo blizu temu trikotniku in da bomo izkoristili to zgodovinsko priložnost. Zdaj, mogoče bi se sam še malo navezal na to misel, ne, da pravzaprav rabimo imeti neko vizijo. Mi rabimo vizijo, imeti kot Slovenci nek cilj. Fakt pa je, ne, da v tem obdobju nestrpnosti očitno, kar je značilno za Slovenijo, vedno mora obstajati dva pola, ne. Levo, desno, vekserji, antivekserji, in pa imamo populizem, ne. In populizem nima drugega protipola, ker načeloma to morala biti politika. Ampak politiki noben ne zaupa. In to je dejansko največji problem. Se pravi, v bistvu, kar se je potrebno zdaj v tej naši družbi narediti, da bo šla naprej, je treba dati neko progresivno opcijo, ki je proti populizmu. In to je po mojem, tako kot so na primer nevladne organizacije naredile, zelo, zelo, zelo podobna zadeva. Samo tukaj je po moje zdaj na vrsti gospodarstvo, mediji, kultura, zdravstvo, science, vsi smo se po mojem malo umaknili in rekli, ne, se ne bomo ukvarjali, kdo pa ima zdaj čas in energijo in voljo, da bi se ukvarjal s politiko. Politika je postala zelo nezaželena. Dejansko bo treba to ugrizniti, najti način, kako bo ta progresivnost slišana. Kontrapopulizmu. Najlepša hvala vsem gostom za današnji čas, za vaše teze, za vaš prispevek k temu, da bomo v istem čovnu na boljšem. Za zaključek mogoče par besed vsi, mislim, če povzamem, malce bi se radi približali pozitivnemu srednjeevropskemu trikotniku, ne bermudskemu trikotniku. Vsi smo v istem čovnu. Spomnimo se lani ob lockdownu, tudi v medijih, kakšna panika je bila, ko se ni vedelo niti kakšni bodo prihodki finančni zaradi oglasov, zaradi stanja, v katerem smo bili, niti približno tega ne potrebujemo. Čas je za trezen odziv, za uspešno plavanje čez valove, ne pa da sami potenciramo te valove in naredimo mogoče še kakšen cunami. Srečno v naslednjem obdobju. Hvala lepa.